Lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Popotniški snap. Tokrat nadaljujemo zgodbo potovanja in odkrivanja kulturnih posebnosti Srednje Azije oziroma Srednje Azije. Torej smo v drugem delu te dvodelne epizode. Vkolikor si še niste ogledali prvega dela, vas lepo vabim k ogledu. Posnetek je objavljen na YouTube kanalu Popotniškega združenja. Torej, oddajo moderiram Tilen Nipič, organizirajo Popotniško združenje Slovenije skupaj z NDSU Kulturni center Maribor. Prav tako kot v prejšnji oddaji vas tudi sedaj na kratko vabim k dobrodelni akciji omogočanja mladim oziroma otrokom oddiha na morju v mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa, Debelji rtič. Torej, kot sem že povedal, kot sem že prejšnjič povedal, lahko sodelujete tako, da namenite del dohodnine z direktnim nakazilom ali pa preko SMS donacije, zato da se prispeva v ta dober namen. Več informacij pa najdete na spletni strani združenja, Popotniškega združenja. Torej, danes je ponovno z nami popotnica Anđela Nedeljković, ki bo nadaljevala predstavljanje svojih vtisov in doživetij Azije. Tako da ponovno pozdravljena in dobrodošla v oddaji, Anđela. Živijo. Jaz pa bom zdaj predstavila drugi del oziroma še 2 meseca moje potovanj in sicer nadaljevala bom z Uzbekistanom, Afganistanom in za konec Tadžikistanom. Super, ravno to je bil namen, tudi te vprašam, da predstaviš vse te države vrhunsko, tako da pričnemo oziroma nadaljujemo tam, kjer smo zadnje končali, torej s Kitajske nazaj v bolj osrednji del Azije. Ja, torej z Kitajske iz Urumčija smo se napotili v Uzbekistan. Naš cilj je bil v vsakem primeru obiskati Uzbekistan, ampak zdaj je dobil še nov namen obisku Uzbekistan in sicer pridobitev afganskega vizuma, ki pa ga lahko dobimo, so nam tako povedali, na mejnih prehodih s Afganistanom, pač v vseh teh veleposlanstvih, ki jih imajo na mejnih prehodih. Tako da smo najprej prišli v Taškent in smo se napotili takoj po pristopu drugi dan na veleposlanstvo afgansko. Mi smo prišli v Taškent in so nam rekli, da oni nam ne bojo dali vize, ker pač oni so veleposlanstvo in oni ne vejo, če oni bojo sprejeli naše vize na mejnem prehodu. In so nam svetovali, naj se napotimo dol v Termez, to je ena majhna vas, ki je na meji, ker je tudi konzulat Afganistana in da tam pridobimo naše vize. Tako da se naša to skrb za to, kaj bo z Afganistanom, predstavila za 2,5–3 tedne, ker smo se odločili najprej raziskati Uzbekistan. Uzbekistan je tudi ena od bolj pomembnih držav, nekoč bila na svilni poti. Danes pa nam je vsem že nekako znana, ker precej turističnih agencij ponuja Uzbekistan kot neki oddaljen dragulj vzhoda in so obiski Samarkanda, Buhare, vseh teh mest, kaj se vidi te lepe modre barve in ta umetnost, ki je precej znana za svilno pot. Uzbekistan je država, ki ima precej je puščav, je precej suha in mi, ko smo bili, je sicer bil april mesec, smo so vročine bile kar 46 stopinj. Zaradi tega, ko smo mi prišli tudi v to državo, nam so v muzejih rekli, da je precej suho in da tudi to posledica sovjetske nadvlade, saj so oni se trudili tekom svoje oblasti razviti industrijo predelave bombaža v Uzbekistanu. To pa je za posledico imelo, da so se posušila kar nekaj jezera v Uzbekistanu, kar je še dodatno vplivalo na te take vročine, ki jih danes vidimo v Uzbekistanu. In tukaj dol je tudi slika, ker vidimo eno ladico in zraven je sedijo pač kamile. To je ostalo že od posušenega jezera odprej. Zaradi tega so mogli dosti prilagoditi našo pot, da bi tako pač samo zvečer bili zunaj in kar precej ljudi v bistvu bilo samo zvečer zunaj, ker med dnevom, ko je 47, ti ne moreš hoditi. Najprej smo se ustavili v Taškentu, ki je tudi eno pač glavno mesto in je precej moderno, bi tudi rekla. Zdaj vidimo gore, ta slika prikazuje nam eno zelo moderno tržnico, to ni ta navaden bazar, ki ga vidiš in pol ugotoviš, da je to turistična zadeva in da je pravi bazar pač enih 100 metrov stran zadaj in tam se vedno ljudi stojijo in se kregajo glede cen in pol veš, da si prišel končno v ta pravi Taškent. In tam smo obiskali, v bistvu smo se malo sprehali po mestu, smo jedli na tej tržnici tudi slike, ker smo pač jedli preokusno hrano za manj kot 40 centov in bi se z veseljem tam vrnila. In v Taškentu smo obiskali tudi džamijo, ki pa se v bistvu šele zdaj gradi. Je to pač en bolj sodoben projekt.
najbolj znana stavba je ta hotel Uzbekistan, ki je tukaj na sliki in ki je prva stvar, ki jo v bistvu vidiš, ko prideš v tem mestu. Tako da iz Taškenta nekako naša pot, ker smo zelo želeli obiskati naravo, ampak v Uzbekistanu je malo težje priti, pa po tej vročini niti ni pametno, smo se samo odločili obiskati en hrib, ki je v bližini Taškenta in ki je tako 1 uro stran z avtom. Medtem pa, ko smo prišli tam, imam celo fotografijo, mislim, so nas pač, po cesti so nas pobrali ljudje in so nas pač tukaj slika terase, ki ima zelo lep razgled in to je bil v bistvu naš cilj, ta hrib za videti. Oni pa so nam rekli, da lahko prespimo pri njih in od njihove hiše nadaljujemo našo pot naprej. Mi pa, ko smo prišli, smo izvedeli, da drugi dan bojo vročine plus 47, 48 in da to res ni prava temperatura za plezati, hoditi v hrib ali biti zunaj sploh. In smo se odločili, da je mogoče bolj pametno sam pač iti nazaj proti Taškentu in potem naprej v Buharu in Samarkand, ker smo mislili obiskati še te 2 mesti. Pa smo mislili iti z vlakom, ker prav zaradi tega od turizma, pa ne bom rekla ogromnega turizma, ampak za njihove osrednjeazijske standarde ogromno turizma, ni toliko lahko štopati. Vsi so taksisti, vsak, ki se ustavi, je taksist. Pa spet niso to neke cene, ampak vsak je taksist in vsak te vidi kot bogatega, mislim, ne bom postruševala spet, ampak te dostikrat vidijo kot bogatega turista. In zaradi tega smo se odločili, da bomo šli z vlaki, ker smo tudi slišali od dosti drugih pač popotnikov, da so vlaki zelo hitri in zelo moderni in pač so res zelo hitri in zelo moderni in tudi poceni, vendar jih je treba pač rezervirati vnaprej, ker mi nismo vedeli, da bo toliko ljudi na vlakih in mi tako 3-krat nismo sploh uspeli dobiti vlakov. In so nam potem rekli, vsaj 2 dni vnaprej in še posebej, ker je to bilo že okrog 1. maja, so počitnice, pač smo mogli naprej ali pa ne, ali plačati biznis klaso, ki pa tudi ni neki precej draga, je precej moderna. To sem te ravno mislil vprašati, glede železnice, ker mi smo imeli tudi že prej v oddaji gosta Mirana Šinka, ki je tudi predstavljal že Uzbekistan na ta način, je tudi izpostavil, da so do železnice zelo dobre, tudi ta hitri vlak in da je res tudi prednost pri obisku Uzbekistana, sploh, če gledamo v takih vročinah, pa prepotovati take velike razdalje. Vlaki so res in predvsej so jim urejene spletne strani, ker dostikrat po teh državah se ne moreš nanašati na Google Maps, na vse te aplikacije, dobiš neko njihovo različico, Google prevajalnik ne pomaga z lokalnimi jeziki, tam pa predvsej dobro delajo aplikacije, ker me pozitivno presenetilo, ker prek telefona se je vse dalo urediti. Vendar, kaj se je nam zgodilo takrat, ko smo mi mislili iti obiskati to naravo in z našo pot od hribov nazaj do Buhare, se je končalo s tem, da smo najprej štopali. In 1 ura na soncu ni bila lih pametna in je kolega žal zbolel z sončnico. In potem smo na tem potovanju imeli prvi obisk bolnice ob 3 zjutraj. Če ne govoriš jezika in z Google prevajalnikom razlagaš, da si stal na soncu, ne gre. In potem dobiš neko vprašljiva zdravila, injekcije, ne veš, kaj te pričaka in ti tam tako počivaj in si 2 uri v postelji. In potem jaz sem prišla plačati, ker smo dobili zdravila, smo že 4 ure v bolnici, kaj se zdaj dogaja, imamo pač zavarovanje, ker smo itak, že predtem smo dobili zavarovanje že v svojih državah. In potem smo rekli, ne, ker njim je bilo predvsej komplicirano narediti dokumentacijo za tujca, so rekli, ne, prvi obisk brezplačno. In sem tako, kako boš vedel, če bom drugič prišla v bolnico, ampak v redu. Tako da, če greš v Uzbekistan in si v bolnici, prvi obisk je brezplačen. Torej je neka tendenca, da se mogoče dogaja bolj pogosto obiski strani turistov in smo navajeni. Pač, tam so nam rekli lokalci, ali boš šel v bolnico zaradi sončnice ali zaradi zastrupitve s hrano, ker zaradi te vročine tudi hrana je zelo, pač se dogaja to, če ješ zunaj na tržnicah, tako da smo mogli biti pozorni. Jaz pa tukaj sem dala sliko sebe, ker sem jedla najboljšo solato in najbolj okusen hleb in sem bila prav toliko navdušena na to hrano in sem jo tako lepo gledala, da je lastnik restauracije prišel rekel brezplačno, ker nišče ni toliko užival v hrani pred tabo in je bil prav navdušen nad tem, koliko sem jaz bila navdušena na njegovo hrano. To pa je bilo tudi. Obisk bolnišnice, kosilo, prevoz, recimo štopanje, se da. Tudi zelo dobro priti skozi, tako rečemo. Pač tam je niti pač
spoznaš, še vedno je ta izkušnja, da spoznaš lokalne ljudi, ampak je še vedno, mislim, je turistično. So turistične skupine, so pač po 15-20 ljudi v skupinah, tako da ne moreš dobiti toliko tega stika, kot ga dobiš naprimer v Kirgizistanu. Se že vidi razlike. In potem se tudi vidi razlika, da v Kirgizistanu smo skozi bili v hribih, v naravi, na vaseh, medtem ko tu smo bili Samarkand, Buhara, večja mesta, gremo v Taškent, spimo v hostlih. Je drugačen tip potovanja, bi nekako rekla. Je zelo lepo, je še vedno pač, meni je ta umetnost res nekaj pač prelepega za videti bilo v živo. Mam je popolnoma drugačen koncept potovanja, kot sem ga imela do enega tedna pred tem. In ja, potem smo, kot sem rekla, obiskali še Samarkand in Buharo, in iz Samarkanda potem smo se odločili, da bomo se usedli na vlak in si poskušali svojo srečo dobiti afganske vize. Ker smo v Uzbekistanu in to je naša opcija. Jaz prvo iskreno povedano, ko sem slišala od teh drugih popotnikov, da so šli v Afganistan, sem bila tako zelo lepo za vas, ma to ni za me. In potem so mi oni rekli, da pač takrat je bila pač zelo dobra priložnost za obiska državo, ker v tem primeru je šlo za prvič, država ni v vojni. Pač situacija s talibani je zelo slaba, ampak prvič ne padejo bombe. Prvič je država nekako v miru po 50 letih. Tako da zdaj, če si upaš, je pravi čas za obiskati. In oni so meni rekli, in jaz to vedno rečem nekomu, ki me vpraša, jaz tebi ne bom nikoli svetovala, da greš v Afganistan, ker nočem biti odgovorna za te. To je pač, moraš biti izkušen popotnik, moraš se zavedati razmer, poznati kulturo, poznati, kaj se dogaja, da bi se lahko znašel v situaciji in da ideš pač, da bi mogel videti, kaj se dogaja na konce. Ampak, če si upaš dovolj, je zdaj res lepa priložnost. In ko so mi nekaj takega rekli, sem bila tako, jaz sem zdaj dobila priložnost, tako da zdaj pač bom šla. Mislim, ne vem, kdaj bom drugič tako blizu z ene strani, pa mi bo tako lahko priti v državo, pa bom še imela koga zraven, ki bi tudi želel iti v Afganistan. Pa tudi sama sem zelo navdušena, pač me zelo zanima zgodovina države, ki je znana kot pokopališče imperijev, ki je nihče ni uspel pač osvojiti, so vedno premagali, so obdržali svojo kulturo, so precej močni od Aleksandra Makedonskega, nihče ni uspel zavzeti tega. In še 20. stoletje je zelo burno in pač ženske v zgodovini Afganistana in ta tretma ženske, koliko se v tretmaju ženske vidi, v katero smer gre država, mi je to bilo zelo, kot pač zgodovinarki, zelo zanimivo za videti, sem želela sama izkusiti, kaj je to. In zdaj pač vedno moram poudariti, da to, da sem jaz šla, ne pomeni, da jaz podpiram njihove oblasti. Sem itak seveda nasprotnik, ampak moj denar, ko sem šla v to državo, je šel ljudem. Jaz sem plačala na tržnicah, to so oni dobivali, jaz ne financiram njihove oblasti, ker mi velikrat očitajo, da sem podpornik talibanov, ker sem se odločila na takšno pot. Ampak najprej, preden sem se odločila na to pot, je bilo potrebno pridobiti vizo. In potem, jaz sem ženska, stara 25 let. Jaz legalno ne bi smela sama šetati po tej državi. In ko sem vprašala druge popotnike, kako so pač rešili to težavo ženskih popotnic, so meni rekli, pač pravila so taka, da kot ženska lahko hodiš s svojim očetom ali bratom, ali s svojim možem, ali pa dobiš osebnega talibana, ki bo s tabo ves čas poti. In jaz sem temu kolegu rekla, pač jaz nočem svojega talibana, meni se to ne zdi kot rešitev. In smo vprašali še te druge, in oni so rekli, ma sami jim povedite, da ste poročeni. In ko sem vprašala, kaj bojo spraševali za dokumentacijo, so rekli, ne, ker ti si 25 stara ženska, pač itak ne bojo pričakovali, da nisi poročen. V redu. In potem, ko smo prišli na veleposlanstvo, smo sam na tej prijavnici za vizo izpolnili, da smo poročena in je to bilo to. Jaz sem prišla kot poročena ženska v Afganistanu, zaradi česar nisem imela težave, ampak hkrati potem so me vsi posledično ignorirali, ker je moj mož odločil za vse, kar smo mi delali. Afganistan je tudi precej velika in zelo slabo povezana država, zaradi česar sva na tej poti, midva so sicer bila 3 tedne v Afganistanu, obiskala samo sever države. In sicer midva so vstopila gor iz Uzbekistana in prvo mesto, ki sva ga obiskala, je bil Mazar-i Sharif. Prečkanje same meje in vstop v Afganistanu je v bistvu bil ta prvi trenutek, ko sem jaz ugotovila, da jaz gremo v Afganistan. Ker jaz sem vedno pač ta en mesec, ko smo se mi o tem pogovarjali, meni se to ni zdelo realno, ker pač Afganistan
sem mislila o tem, da bi nekaj odšla, ampak mi se ni zdelo kot nekaj realnega, bi iskreno povedala. In potem do samega, pa že sem dobila vizo in vse, in potem, dokler nismo prišli do tega mosta prijateljstva med Uzbekistanom in Afganistanom, meni sploh ni padlo na pamet, da jaz grem v Afganistan. In potem, ko smo izstopili iz Uzbekistana, ta gospod na meji nam je samo rekel srečno, ni nič pogledal, nič, samo srečno, in smo mi stopili. In pol prideš na most in na eni strani pač, ko prečkaš reko, so sam pokopališče tankov, vse je uničeno, ker se vidijo še vedno posledice vojne in ti ugotavljaš, ok, zdaj vstopamo v Afganistan. Prišli smo do same meje, do policije oziroma do talibanov in so nas oni vprašali, odkot prihajamo, če smo poročeni, oziroma sem pač tako prstom nam je rekli, you're woman, in moj kolega je rekel ja, in so rekli, welcome to Afghanistan. In ko smo izstopili, naenkrat je nas skočilo njih 15, ker so vsi ponujali taksi in so vsi ponujali, da pač nam zamenjajo denar. So spraševali, če imamo dolarje. Mi pa smo imeli evre, kar je zelo slabo in svetujem samo z dolarji v Afganistan. In tako smo se usedli takoj v prvi taksi, ker je to bil res čuden občutek vstopiti, ker nisi navajena to, ker okrog tebe so ljudje z orožjem in vsi držijo kalašnikove in če nekdo tako te preblizu, medtem ko mene sploh niso videli, pa če sem tam stala, jaz sem itak, preden sem vstopila v Afganistan, sem si mogla obleči, sem imela dolgo črno obleko in sem imela hijab ves čas. Mene so ignorirali, pač jaz kot da nisem obstajala, medtem ko so se vse pogovarjali z mojim kolegom, za njega pa je to bilo preveč naenkrat vse in smo pol zamenjali malo denarja, usedli so taksi in šli v Mazar-i Sharif, smo videli, koliko to je bila pametna odločitev, ker ne veš, če si pripravljen, ker vse naenkrat je preveč. In potem smo zvečer prišli, mi smo drugače vse naše informacije o našem potovanju, o hotelih, hostelih, vsemu dobili od WhatsApp skupin. Pač so WhatsApp skupine za ljudi, ki potujejo v Afganistan in podobne države na Bližnjem vzhodu, Pakistan, take države, in tam lokalci delijo za hotele, hostele, za restauracije, za kakšno dovoljenje moraš dobiti, vse, kje se nahajajo ta veleposlanstva, konzulati, vse, tam smo vse informacije dobili, tako da če je nekaj nejasnega na WhatsApp vprašaš in tam ti odgovorijo. In mi, ko smo prišli, so nam rekli, da v Afganistanu so določeni hoteli za turiste, niso pač vsi hoteli za turiste in smeš spati sam v teh hotelih. In potem smo prišli v hotel, to so že fotografije iz Mazar-i Sharifa, in potem smo prišli v hotel in jaz sem tukaj dala seznam pravil, ki so napisane, to se zdaj sicer na tej sliki ne vidi, ampak eno pravilo, mislim 7 ali 8, se glasi, da svoje orožje moraš pustiti na recepciji. Sem mislila, da je to pravilo, ki je ostalo med vojno. Pač tako. In potem drugi dan, ko sem prišla v hotel, je en taliban dajal svoj kalašnikov in sem rekel, ok, to je resno misel, da moram pustiti svoje orožje, preden grem v sobo. In potem smo dobili sobo, tam itak, ker sva poročena, sva dobila skupaj sobo, drugače jaz bi mogla spati sama v svoji sobi, ampak kot ženska v Mazar-i Sharifu, ki je kar precej strogo mesto, ne vem, če bi mi sploh uspelo. Če bi bila starejša kot 40, oni sploh ne bi imeli nobenih spoštovanj do mene, pa bi lahko delala karkoli. Ampak ker sem še vedno mlada ženska, potem sem mogla spoštovati določeno mero pravil, ker kot turist imaš veliko privilegije v Afganistanu, lahko hodiš, ženske v Afganistanu ne smejo hoditi v parke, ne smejo, zvečer jih ne vidiš na ulici, je pač precej je pravil, ne hodi v šole, ne nič, medtem ko jaz kot turist sem lahko vse to delala. Sicer sem mogla imeti zraven nekoga ves čas, ampak jaz nisem imela nobenih omejitev. Velikrat se je zgodilo, da sem edina ženska v prostoru. V tem hotelu, naprimer, mi, ko smo prišli, hotel ima kuhinjo oziroma ima restauracijo, v vseh afganskih hostelih, hotelih, motelih dobiš zajtrk, dostikrat tudi večerjo. In sem mislila na začetku, ne vem zakaj, da mi imamo room service, ker jaz sem vsakeč dobivala v svojo sobo za jesti. Pol sem ugotovila, da nima ženskega dela v svojih restauracijah in pol so nam nesli hrano v sobo, da me drugi moški ne bi videli. In meni osebno, pač Mazar-i Sharif je mesto znano potem, ker ima ogromno džamijo, Blue Mosque, ki je zelo znana in je ena od turističnih atrakcij, ki ljudje obiščajo, ko pridejo v Mazar-i Sharif. Meni posebno ni ostal v tako lepem spominu, ker sem se prvič
sem prvič vstopila v državo in nisem se mogla privaditi na to, da nimam nobenih pravic in da me nihče nič ne vpraša. In ker jaz sem ta, ki ponavadi se meni stvari in je bolj glasna in se pač, ne vem, kupim karte, imam jaz potne liste, ker imam torbico ali take stvari, jaz nisem nič od tega mogla delati. Mislim, v hotelu smo prišli, se je vse mogel zmeniti moj kolega. Smo šli v Afganski Telekom, kako bi kupili kartico, in so nam rekli, da imajo samo eSIM kartice, ker res nisem tega pričakovala. In potem sem jaz rekla, da v moj telefon lahko damo eSIM, ker jaz imam ta pač dodatek, ne vem kaj. In pol sem jaz dala svoj telefon in sem se usedla in potem so, ker smo, to sem pozabila povedati, mi smo, ko smo prišli v Mazar-i Sharif, spoznali enega tipa, ki je mojih let in uporablja couchsurfing in potem je on hodil z nami okoli in nam je pomagal urediti tako neke stvari. Tudi z nami šel za kartico. In ko sem jaz dala telefon, ta, ki je delal v, recimo, Telekomu, je njemu v paštu povedal, da jaz ne smem tu sedeti, jaz ne smem biti notri in meni on pač dobesedno ne more narediti pogodbe za kartico. Pač oni ženskam ne prodajajo telefonov in jaz ne morem dobiti kartice. Zdaj, v Kabulu verjetno s tem ne bi bilo toliko težav, ampak Mazar-i Sharif je manjše mesto. In zaradi tega so se oni odločili, da pač jaz bom svoj telefon dala kolegu v roke, čeprav se ve, da je moj telefon, jaz sem njemu dala telefon in on je naredil pogodbo zase, medtem ko so mene dali, da sedim v kot, da če pride kdo drug v poslovalnico, me ne vidi, ker ne smejo videti ženske. Ampak hkrati jaz ne smem iti zunaj, ker ne smem stati sama pač pred poslovalnico. In meni je to samo naenkrat od tega, da sem lahko karkoli sama sem prišla, letela do tam, do tega, da ne smem niti telefone imeti, naenkrat mi je bilo preveč in sem se razmišljala, jaz hočem iti domov, to ni zame, kaj bom jaz zdaj naredila, če nimam tako osnovnih pravic. S časoma, ne bom rekla, sem se navadila, ker to niti se lokalne ženske ne morejo navaditi na to pač neobstoj pač nobenih pravic, ampak sem nekako skušala razumeti, kako je biti ženska v Afganistanu. In sem se skušala prilagoditi vsemu temu, sem se skušala biti tiho in vse nekako razumeti, kako je tem bogim ženskam, ker jaz sem se večkrat zjokala, ker mi je bilo preveč vsega in sem bila jezna, da mi ne dovolijo. Ko sem šla na avtobus, jaz nisem smela dati karte vozniku avtobusa, ampak je mogel moj kolega dati, ker ta ni želel vzeti karte iz moje roke. In jaz sem se večkrat na začetku zjokala, ker mi je bilo tega sam preveč. Ampak potem mi je bilo pač tako, jaz jokam, tukaj sem 3 dni, ženske živijo to je njihova realnost vsak dan in potem in spet sem jaz ta, ki potuje, druge ženske ne morejo tega delati. In zaradi tega sem pač prve 3 dni sem bila zelo tako, recimo negativna in sploh si nisem uživala in sem pač odštevala dneve do konca te moje poti. Vendar pa, ko sem potem, smo se napotili iz v Mazar-i Sharifu smo obiskali še Balkh. Balkh je tudi še eno od starejših mest na svilni poti, ki pa ga sploh ne smeš obiskati sam, moraš imeti spremstvo Talibana. Tako da ti, ko vstopiš v Mazar-i Sharif, moraš iti na ministrstvo za turizem ali nekaj temu podobno in dobiš dovoljenje, da si v tem delu Afganistana. In tam na tem papirju pač piše, da si ti, taj turist, potuješ in imaš namen obiskati te konce, ampak to velja samo za to regijo. Ko pol prideš v Kabul, pa dobiš za celoten Afganistan. In potem, ko smo mi rekli, da gremo še v Balkh, so nam rekli, da moramo dobiti svojega Talibana, ki pač Balkh ni varen za turiste sploh in pač ne moreš iti v Balkh. In potem je to izgledalo tako, da sem jaz sedela v taksiju, medtem ko je kolega šel v en prostor, kjer so sedeli Talibani na tleh in oni so tako izbrali enega, ki bo šel z nami cel dan in ko smo dobili svojega, ki je bil zraven cel dan. In to je plus v smislu, če govori angleško, ti lahko pove nekaj o zgodovini tega mesta, pa je cel dan s tabo, pa malo dobiš občutek, kaj se to pomeni. Velikrat se pa dogaja, da ne govori angleško, pa si tako imaš tipa zraven sebe, ki drži kalašnikov in ga ne razumeš, in ti nekaj govori, si ti tako v redu. In potem so se odločili, da greva v Kabul, ker je glavno mesto in je to naša naslednja destinacija. In smo kupili karte za avtobus, ker se nismo upali štopati v Afganistanu. Čeprav dosti ljudi tega počeli, sem rekla, raje ne, dejstvo, da smo že v Afganistanu je dovolj, ne rabimo izzivati zdaj še več. In smo kupili karte in tu sem dala tudi fotografijo, kako je naš avtobus razpadel na pol poti.
Ampak mi smo se usedli in jaz sem pogledala na Google Maps in videla, da je 300 km. Jaz nisem geograf in dostikrat pozabim, da če je 300 km, to ni 300 km avtoceste in ravno. In še posebej v Afganistanu. 300 km v Afganistanu pomeni, da ti boš potoval 12 ur, da boš prečkal pas na hribu na 3900 metrov in da boš molil za svoje življenje, ker bo tvoj voznik avtobusa bo vozil vsaj 120 na uro, na eni strani bojo padali kamni, na drugi pa bo sam tema in luknja in tako 1000 metrov ničesar. Jaz sem iskreno povedano zdaj, ko razmišljam o tem moj poti v Afganistan, edino, ko sem mislila, da bom umrla, je bilo v avtobusu v Afganistanu. Nikjer druge v celi državi, niti ena situacija mi ni bila toliko nevarna kot avtobus v Afganistanu. In to, da sem jaz vedela, da jaz tako sedim in gledam in ne morem zaspati, medtem ko moj kolega trdi, da je boš zaspati in umreti v sanjah, jaz pa tako čakam, da vem, kaj se bo zgodilo, drugi vsi spijo na avtobusu. Jaz nisem mogla verjeti, da nekdo lahko spi v takih razmerah. Meni je to bil tak prav kulturni šok. In je zelo, pot je zanimiva v smislu, da vidiš več pokopališč tankov, prav tako, kot so jih zapustili Američani, se ti tanki še danes stojijo. In je to ena od atrakcij, ki turisti vidijo. Dosti za Afganistan, pravim, smo turistov srečali. Že v Mazari Šarifu smo srečali enih 5-6 Italijanov, v Kabulu smo jih več kot 10 srečali, več turistov nasplošno kot na zahodu Kitajske, bi rekel, mislim, nasplošno veliko več turistov. Na te točki bi te mogoče, mislim, tudi jaz procesiram, poslušati to in je kar, si ne morem predstavljati, kakšen psihološki efekt ima to dejansko, da ne moš nič, dobenih kakšen počutek, ta mora biti res praktično nepredstavljivo, ampak kak je bilo pol tisto upanje, da si res lahko zdržala 3 tedne v takšni državi? Kaj je bilo pol tisto, mislim, pa če gledamo še pol piko na i, da takšen avtobus, pa takšna vožnja, kaj je bilo pol tisto, recimo, ko bi neki preskok, mogoče pa bom nekaj imela od tega v smislu uživala, pa ne samo trpela do konca, oziroma... V bistvu prav na tem avtobusu, ker mi, ko smo se usedli v avtobus, to je bil tako 3. ali 4. dan, ko smo v Afganistanu, in meni res ni bilo prijetno prvih 3 dni. Vsi ti, tudi velikrat, ne vem, smo spoznali nekoga, ki je naših let, ki je mlajši, ampak podpira talibane. In potem, če bi mu mi rekli, da mi nismo zares poročeni, oni bi nehali govoriti z mano, ker pač oni mene kot žensko 25 let staro ne spoštujejo, ker kaj jaz delam neporočena, ker pač to, jaz nisem vredna spoštovanja bila v očeh. Pa spet ne pravim, da so vsi taki, ker jaz sem svoje mišljenje spremenila in jaz zdaj že bom poudarila, da najbolj prijetni in najbolj so nas prijeli Afganistanci. Pač res sem vprašanje, če ti spoznaš talibane in ljudje, ki podpirajo talibane in tiste druge, ki pač trpijo pod to oblastjo. Ker ne vem, jaz sem na tem avtobusu sedela in sem jokala in sem rekla, jaz hočem iti domov ali vsaj v drugo državo, ker meni to ni v redu. In potem sem se s kolego pogovarjala, sem bila tako, zdaj bom tam pristopila, kot da je raziskava in se bom pač, ker sem dobila to priložnost, da vidim, kako je ženska, pač to ne dobi velik ljudi, ne moreš, eno je brati in tako prebrati, da ženske ne smejo hoditi v šolo, drugo je videti efekt tega, drugo je videti to, da otroci, ki niso niti 5-6 let stari, imajo že abaje, so pokriti in ne hodijo v šole, ker so že prestari za šolo, ker tam punčke hodijo v šole do 9. leta, to ni nič. In to, ko vidiš, in sem bila tako, zdaj bom drugače postopala, zdaj bom gledala na to kot priložnost, še vedno mi je bilo težko, ampak sem si tako gledala kot unikatno priložnost, da jaz nekaj takega vidim in da lahko povem in da se pač sliši iz prve roke, kako je v bistvu. Ker eno je brati, ker mi tudi zdaj dostikrat, ko berem v novicah o teh turistih iz zahodnih držav v Afganistanu, je vedno tako, da so, ne vem, so jih plačali, zdaj promovirajo samo lepe konce, pač to kažejo neko narobe sliko, pa to so ljudje v bistvu, ki so bili, videli in doživeli vse to. In zaradi tega mislim, da sem res pač privilegirana, da sem to sploh mogla videti sam in izkusiti. In ko smo prišli v Kabul, smo, torej, to so slike iz... Če te lahko vprašam na tej točki, še nekaj bi te dal, mogoče... Torej, zanimivo si uporabljala tako metodo, da si pač stopila svoje kože z tretjega opazovalca, pa dejansko tak objektivno poskušala to kot eksperiment zdaj, kar je wow, ne. Me pa zanima, zdaj, verjetno spresti tvoje interakcije z drugim ženskim zelo omejene, ampak
je bilo videti, kakšen odnos, da bi imela do tebe, ali ko ste videli tak, recimo kot turistko, če ste prepoznali kot turistko z vsem tem zakritim delom, tak, so imeli kakšen drugačen odnos do tebe, recimo, ne, ker vseeno to ti še vedno imela več stvari kot one, čeprav že to je grozno pomanjkanje vsega, ne. Ja, pač jaz sem imela zelo omejene stike z ženskami, ker jaz sem ves čas hodila s svojim kolegom in one ne smejo govoriti z njim. In je zelo zapleteno, ker jaz ne smem govoriti, pač jaz lahko kot turistka, ampak ženska, če je poročena, ne sme govoriti z drugimi moškimi. Velikokrat se je zgodilo, da bi one začele govoriti z mano, ne vem, če sem šla v trgovino in so me srečale, pač jaz sem pač nekajkrat dobila kompliment, da jaz gledam, kot da sem pač Hazara ali nekaj iz teh njihovih skupnosti in potem bi zaradi tega začela govoriti z mano v njihovih jezikih in potem sem rekla, no, sorry, one bi se pa, jaz smo mislili, ker pač edino, kar vidijo moj obraz, drugo niso videli. In sem dosti, ne bom rekla dosti, ampak sem nekaj interakcije imela z ženskami, ampak je vse to omejeno. In velikokrat se zgodi, da tudi ti, če želiš govoriti, ni pomembno, če so ženski ali moški, če se sliši angleščina, Talibani takoj pridejo in ustavijo ta pogovor, ker ti ne smeš njih niti fotografirati. Vse te moje fotografije skoraj ni ljudi, ker jaz sem pozabila, sem bila pač tako pod vtisom vsega in sem pozabila skriti vse moje fotografije in potem, ko smo izstopali iz Afganistana, so oni vzeli naše telefone in zbrisali vse fotografije, na katerih se vidijo obrazi. Ti ne smeš fotografirati ljudi, ker oni želijo, da ti pač komuniciraš samo s tistimi ljudmi, ki ti bojo prikazali, pač Talibani, ki ti bojo prikazali Afganistan v najboljših lučeh. Ker, naprimer, mi, ko smo prišli v Kabul, mi smo mogli iti spet na ministrstvo za turizem in tam pridobiš dovoljenje, ki te velja za vse dele Afganistana. In potem tam, ko smo sedeli, oni so meni dali tako en zvezek, meni, ženski, in so rekli, vidi, koliko turistov je. In res pač, od začetka leta do takrat, ko smo mi prišli, je bilo kar ogromno turistov. In ko del iz tvoje države, pa lahko tam listaš, ne obstaja GDPR, gledaš imene, priimke, osebne podatke vseh teh ljudi. In potem je ta minister ali karkoli v pisarni prinesel knjigo in je rekel, vidiš, našo knjigo Turizem v Afganistanu je spisala ženska. Jaz, ker beremo situacije, vem, da ta ženska je mogla zbežati po začetku njihove oblasti. Moj kolega, ki se ni tega zavedal, je vprašal, kaj je ona še vedno ministrica? In sem rekli, ne, ona je svoje mesto zapustila. In sem tako, zakaj je zapustila? Mislim, dosti tako ti želijo prikazati, ampak ne vprašati nič. Mi ti bomo lepo povedali, ampak ne spraševati naprej. In potem v Kabulu sem imela tudi privilegij, ker je mesto in je moderno in več ljudi govori angleško, govori pač z več ljudi. In en od ljudi, s katerimi smo govorili, ki mi je najbolj nekako ostalo v spominu, je v bistvu en kolega, čigavega bratranca smo spoznali na enem drugem potovanju. Potem, ko je ta videl naš story, da smo v Afganistanu, nas je povezal s svojo družino. In potem smo mi bili pri njih doma na kosilu en dan in ta je, ki je naših let kolega, pa je preživel z nami ves čas v Kabulu. Je hodil po vseh džamijah, čeprav jaz sem lahko vstopila samo v eno džamijo in to je ta, ki jo imam tukaj fotografirano, ki pripade Hazara skupnosti. Drugače, in je vedno hodil. In on je meni razlagal, da pač on ima 3 sestre. Ena sestra, najstarejša, je imela samo še za zaključiti študij, preden so prišli Talibani. In ona zaradi tega ni zaključila študija. Mlajše sestri pa niste zaključili niti srednje šole. Ampak mi je povedal, da velikokrat te ženske, ki so se šolale, preden so prišli Talibani, so svoje šolanje nadaljevale prek spleta. In zdaj oni vsi iščejo načine, kako bi v bistvu zbežali iz države in nadaljevali to kariero, to življenje, ki so ga gradili, preden so Talibani prišli na oblast. Imajo neko upanje, da bo to uspelo, krati pa so mi velikokrat razlagali, da, ne vem, jaz, ko sem pokomentirala, da kako zdržiš to oblast, so mi rekli, ti moraš razumeti, da smo mi prvič v miru. Mi smo rojeni v vojni, mi ne znamo, kaj je mir. Nam to, čeprav tebi izgleda prestrogo in zelo slabi pogoj, in vse, mi prvič lahko gremo na tržnico in se ne bojimo, da nas tam bojo ubili. Pač, oni vejo, da to ni neka situacija, ki bo tako ostala za dlje časa in da to ni nekaj vzdržnega. In tudi Talibani, ko zdaj pač vse te njihove nove zakone uveljavljajo, so prepovedali šah, so prepovedali glasbo,
oni tudi vejo, da to ni nekaj, kar bo ostalo. Ker oni so prepovedali šolanje ženskam, ampak hkrati moški zdravnik ne sme pregledati ženske. Kaj boš? Kaj je pač neki dolgoročni cilj vsega tega? Sam mislim, da pač v državi se sploh ne razmišlja v prihodnosti, ker oni so navajeni na vojno in oni nimajo tega. Oni živijo za danes, ker ne vejo, kaj bo jutri. In velikokrat so mi to poudarili in jih nekako ne morem razumeti, ker nisem odraščala v takih pogojih, ampak lahko razumem, zakaj se ne bi toliko premenjeval s prihodnostjo, ker če ti nikoli ni predtem bila zagarantirana. To si zelo lepo predstavila. Že tako grozna situacija, lahko rečemo, pa bila še hujša, pa je zdaj to manjše zlo proti temu, kaj je bilo v smislu. In so, mislim, hvaležni verjetno za ta mir že samo po sebi, je tako fascinantno po tej strani, kako je težko to nam doumeti, oziroma pač kako bo tebi težko verjetno to procesirati. Meni je najbolj me je šokiralo vedno, ko bi se z nekom pogovarjali in bi mi oni povedali svoje osebne zgodbe, ki so nekaj najbolj traumatičnega, kar bi jaz slišala v življenju, ampak bi ti oni to povedali, ko jaz razlagam, da sem šla včeraj na kavico. Pač to so, ne vem, v taksiju, enkrat smo se, pač, ko se kolega in jaz pogovarjali v angleščini, je taksist nas je vprašal, where are you from? In potem je začel pogovor in potem je on rekel, med vojno sem jaz delal za Britance. Ko se je končala vojna, njega niso evakuirali. On zdaj vsak dan živi v strahu, da ga samo en dan bojo vzeli talibani in da ne bo dočakal naslednjega dneva. In on zdaj dela kot taksist, družina se je skrila v neki vasi nekje drugje v državi in on tako preživlja. Potem pač, jaz sem tukaj dala dosti fotografij iz muzeja, to je Omar War Museum, to je en večjih muzejev v Kabulu in tu so predstavljena vsa orožja, ki so jih Rusi in Američani in pač zavezniki uporabljali tekom vojne. In tukaj, naprimer, na teh fotografijah so predstavljene igrače, ki so jih Američani na koncu vojne uporabljali, kako bi pobijali še otroke. Ker so na koncu vojne, po besedah Afgancev, oni pač samo po vrsti želeli pobiti čim več in so delali tako bombe, ki so v obliki igrač, jih dali v polje in čakali, da jih otroci poberajo in tako pobili še otroke na koncu vojne. In to ti nekdo razlaga in jaz ne morem verjeti, ne znam reagirati, ko mi nekdo tako, jaz ne morem verjeti, da je to nekomu bila realnost do pred kratkim. In potem ta gospod, ki mi to razlaga, je tako, but that's life. In tako, ne, to ni life. In potem on meni nekaj razlaga in jaz ga vprašam, da se opravičujem, koliko ste stari? In v angleščini tako ne morem vikati, ampak si predstavljam, da bi to naredila, ker sem mislila, da je gospod starejši in mi on pravi, da je 1 leto starejši kot jaz. In tako, če odraščaš v vojni, pa si se postaraš veliko hitreje kot vi. In mi potem razlaga, sem ga vprašala, če je poročen, mi pravi, da ja, sem ga vprašala, koliko otrok ima, in mi pravi, zdaj imam 3. In sem tako, zdaj? In tako, 2 sem izgubila tekom vojne. In sem tako, pač mi je žal, in tako, pač, kaj češ, moraš biti vesel za tiste, ki so preživeli. In na vprašanje, zakaj so zboleli, je pač oni so zboleli, niso pač umrli od posledic napadov ali kaj, ampak so zboleli in niso delale bolnice. In je milijon takih zgodb, ti ljudje povejo in si ti tako, ne veš kaj, pač ti je žal in ne moreš reagirati in ne moreš ničesar povedati nazaj. Ampak hkrati pač ti povejo take traumatične zgodbe in ti ne veš kaj. Sem slišala od enega, ki je mojih let, kako je na njegovi univerzi bil teroristični napad in je umrlo prek 300 študentov. Iz njegove skupine od 28 jih je 26 umrlo, samo 2 sta preživela, on in drugi kolega, ki so bili zraven okna in so zleteli. In to je to. In on ti to pove tako, pač smo pili čaj, ne me to razlago in ti sem ne znaš reagirati. Ampak hkrati vse to se jim je zgodilo. In ti ljudje so nas vsakeč, ko bi nas videli na cesti, pozdravili, bi se pogovarjali z nami, odkot smo prišli. Jaz sem milijonkrat slišala Welcome to Afghanistan. Meni so povabili, smo šli doma na kosila velikrat, pač brezplačno so nas v taksih vozili, brezplačno smo jedli v restauraciji, ker so veseli, da jih nekdo pač, da jih ne gledamo kot sovražniki, da jih ne gledamo kot pač teroristi, mi gledamo kot ljudi. Jaz sem prišla in jaz sem navdušena nad tvojim mestom in me zanima kultura in me zanima, kdo si ti in on to ceni, s tem se ni srečal nikoli pri tem volaju, pač v življenju in je potem prav vesel, da te vidi in je tako, želi prikazati najboljše, kar lahko za svojo državo.
Wow, mislim, če jaz se razmišljam, kaj odgovoriti na to, iskreno, wow, mislim, to je pa res lepo videti, no, mislim, ta ponos, samo da pokažejo svojo kulturo ti, ne, oziroma da delijo, pa tudi že to neko zahvalo, recimo, ne nas spet, tako ta diskurs okoli njih kot nekaj, ne, mislim, vseh, ko jih vse se v isto koš, isto razred meče, ne, že ta hvaležnost na nek način, ne, ampak, mislim, te zgodbe so tako samoumevno postanejo takšne stvari, da se sploh ne dojameš, da sploh, to že kot brez čustva se že to o tem govori očitno. Ker je tako boleče že bilo, pa tako vsak dan je, da enostavno sploh ne vem, ali to lahko odgovoriš, ali tako si ti rekla, nisem našla besed, sej, kaj pa v tem primeru, ne, mislim. Ja, ampak meni je res pač to, koliko so nas oni lepo sprejeli v državo. Jaz nikoli ne bom tega pozabila. Jaz vedno rečem, da na vseh teh državah sem se najbolj sprejeto počutila tam, ker, ne vem, prišla v taksiju sem bila in pač moj kolega se pogovarja s taksistom in ona dva govoriti in taksistu je žal, da on ne sme govoriti z mano, ker se on pač, ja, povsod po državi so ti Taliban checkpoint, te ustavijo, preverijo in ker je glasba prepovedana, vsi v taksih poslušajo glasbo do tega checkpointa, pol izklopijo glasbo in pol nadaljujemo z glasbo. In ker se ljudje bojijo, pač ni da oni ne želijo govoriti z mano, ni da oni ne želijo pač interagirati na kakršne koli načine, samo se bojijo tega. Ta gospod, na primer v taksiju, pa ni gospod, ker je mojih let, sam spet zgleda starejše, je bil tako, da mu je žal, pač mojemu kolegu rekel, je on žal, da ne sme govoriti z mano in pol je vzel svoj telefon in poklical svojo ženo in je dal meni njegovo ženo na telefon, da se midve pogovarja, da meni zadnji pač ni dolg čas, da nisem izključena, ker mi je bilo zelo lepo in ona boga je kome govori angleško, meni je bilo to ena lepših stvari, ki so naredili za me v tej državi. Wow, to je... Pač, je ogromno takih lepih zgodbic, ki so mi se zgodile po prvih 3 dneh in tudi potem, ne vem, v Kabulu. Kabul je prelepo mesto. Mislim, tukaj mi je fotografija, ko so pač zbombardirane stavbe, se pač manjka stena, ko vidiš ljudem v stanovanju, ampak druge fotografije so zelene. Jaz si nisem predstavljala Kabula toliko zelenega. Pa to so parki, ki so zavarovani, UNESCO Heritage Parks, so na teh fotografijah. Tudi potem, mi smo iz Kabula se odločili obiskati še Bamjan, ki je pač zgodovinsko mesto na svilni poti, kjer so nekoč so stali pač te statue Bude, ki so jih Talibani uničili, ker ne verjamejo v Budo in so se odločili uničiti pač vse, kar je zvezi z drugo kulturo. Zdaj pa, ko prideš tam, pa moraš plačati vstopnico, da vidiš, ja, kot na tej fotografiji, pač, da vidiš, kaj so oni zrušili. Ampak, ko smo tam bili, tu sem drugače dodala fotografijo enega taksija, v katerega nas je bilo kar 11. Ker koncept mesta v taksiju ne obstaja in je taksi v Afganistanu Tetris, ker jaz sem ženska in jaz lahko sedim zraven druge ženske, otroka ali svojega moža. In pol, ko nas je v taksiju 11, kako boš zdaj naštimo, da smo vsi tako pravilno razporejeni? 20 minut smo potrebovali. In potem pride še ena ženska in potem gremo vsi zunaj, ker potem moj kolega gre do okna in jaz sem v sredini, ta ženska zraven mene, jaz imam enega otroka, čeprav ni moj, so mi ga dali, ker jaz ko ženska lahko primem otroka, 11 in ni taki taksi pač nehal delati po 3 urah. In v Bamjanu, jaz sem se malo bala iti v Bamjan, ker sem prebrala novice, da je zadnji teroristični napad na turiste bil prav v Bamjanu in sem bila tako, jaz ne želim iti tam. Jaz sem se najbolj prijetno počutila, ker v Bamjanu je večina Hazara. Hazara so nasprotniki Talibanov in oni imajo trenutno najslabši tretma sa strani oblasti, ampak so najbolj odprti za druge kulture in druge ljudi. In tam sem se pogovarjala z vsemi moškimi in ženskami, nihče ni imel težav, da bi govoril z mano. Pa celo, ko sem bila v hotelu, so mi rekli, da če me moti, lahko dam hijab, ko gremo na kosilo dol, pač dol, ne bojo imeli problem. Jaz nisem naredila tega, ker sem htela spoštovati kulturo, ampak so mi rekli, da lahko naredim tudi nekaj takega. Bamjan je res eno neverjetno mesto. Tržnica je zelo vesela, zelo pestra, se pogovarja s ljudmi, je tudi glasbe. Vendar, mi smo tu imeli drugi in zadnji obisk bolnice. In preden smo prišli v Afganistan, smo rekli, ne potrebujemo zavarovanja, ker edino, kar se nam lahko zgodi, je, da nas ubijajo in to pač ne bomo plačali, ker so zavarovanja predraga. In potem mi nismo vzeli zavarovanja in potem se je zgodilo prav to, da je kolega zbolel. Zbolel tako, da smo šli jesti v restauracijo in se je zastrupil s piščancem. Jaz, ko sem, njemu je zelo po noči, mu je bilo slabo, jaz sem šla na recepcijo vprašati in oni so mi rekli, ja, ko ješ piščance v Afganistanu, kaj pričakuješ?
In mi je potem kazal, da tudi on imel infuzijo, pač taki delo na recepciji dan predtem. Potem pa smo ob 4 zjutraj šli v bolnico, privatno bolnico, in ko smo prišli tam, so nam rekli, pač, da bojo sprejeli mojega kolega, ampak kaj jaz delam? Jaz kot ženska ne smem biti v bolnici po noči, ker ženske lahko zbolijo med 7 uro zjutraj in 7 uro zvečer. Ob drugih urah ženska ne sme zboleti. In pač niso tu medicinske sestre, tebe zdravnik moški ne sme zdraviti. Mi smo prišli in potem so bili tako, ja, ti si zdaj že prišla z njim, ne smeš iti sama nazaj v hotel, ne smeš iti s tem, ki dela na recepciji, ker je moški, ne smeš ostati v bolnici. In jaz sem rekel, pač, kaj naj naredim, mislim, ne morem ne stati. In potem so dali celo eno sobo sem za mojega kolega, da bi mi mogli ostati. In ampak potem so njemu dali, pač ne vem, ko smo prišli v ordinacijo in je zdravnik mojega kolega vprašal, kaj pa je problem. Tam moj kolega se je obrnil in pogledal mene, da jaz bom odgovorila, kaj je narobe z njim. In zdravnik se je začel smejati in potem se nekako potem situacija zdaj malo umirila, v smislu, da potem je zdravnik prišel nazaj in je vprašal, odkot vi prihajate? In mi smo razložili, kako vi ste turisti. Malo potem je bilo ura že 7, so prišle še medicinske sestre in ko so videli, da je ženska notri, so se začele pogovarjati z mano. Meni so ne prinesli zajtrk, so se pogovarjali z mano. Vsi so tako prihajali v sobo, zaprejo vrat in začnejo razlagati, kako jim je zelo slabo, kako komaj čakajo, da talibani grejo stran, kako to ni v redu oblasti in kako jim ni všeč, da on ne smejo govoriti z mano. Jaz sem se zelo, pa mi je ironično, ker sem v bolnici, ampak sem se zelo lepo počutila tam, ker sem se tako pogovarjala z ljudmi in povsem normalno so mi dovolili, da imaš normalne pogovore. Te ženske so mi razlagale, kako jim je, ker one lahko delajo, ker niso poročene, ampak jih bojo drugo leto poročili in je to njihovega delovnega razmerja. In tam so mi take stvari razlagali in sem tako pač, ja, v bolnici sem se najlepše pogovarjala. Pa na koncu, ko smo mogli plačati vse te preglede, so rekli, ne boste nič plačali. Pač. So se opravičili, da se je kolega sploh zastrupil s hrano, pa so nam rekli, katerih restauracij naj se pogibamo naprej. Mislim, wow. Res sem rekla, se vidi, da ne razmišlja en korak naprej. Mislim, najverjetno mislim skušati. V bolnici v Afganistanu, kaj takega. Ja, pač jaz svojim staršem, naprimer, sploh nisem povedala, da gre v Afganistan, ker če sem to poklicala, kam greš v Afganistan. Ni neka stvar, ki bi staršem povedal. In potem sem jim šele, ko sem se vrnila nazaj, moja mama ni nič rekla 3 ure, jaz sem bila tiho in procesirala, kaj mi bo odgovorila na vse to. To je še prav psihološka, prav terapija, da starše uvedeš po proces razlagaj. Potopisa. Ja, sem bila, ker pač to bom za konec pustila, kako sem se vrnila z svojega potovanja, ampak v bistvu ja, ker se tiče samega Afganistana, jaz imam milijon zgodb in jaz sem se vrnila z tega potovanja pred 6 meseci, jaz še vedno lahko govorim, ker jaz še vedno imam zelo močne občutke glede vsega tega, kar sem tam doživela, ker meni je to ne morem niti razložiti, kakšno je to izkušnje z besedami, ker sama se zmedem in ne vem, kako bi naprej z besedami, ker je to nekaj, ker z ene strani, ko sem rekla, imam privilegij, da nekaj tako vidim, ampak z druge strani, to je traumatičen privilegij, to ni nekaj lepega, to ni nekaj, kar bom tako povedala, Afganistan, kar pej tam, ker to res moraš, pa tudi moraš poznati, s kom kaj govoriš, ker jaz vem, da pač so razdeljeni, imaš pripadnike različnih manjšin in ti veš, s katerimi kaj lahko govoriš, da ne bi bil v problemih sam pač, da ne bo nekih težav na koncu, ne boš ti talibanom razlagal, kako jim je bila slaba. Hazari pa boš lahko nekaj takega povedal. In vidiš, kako so bolj odprti in ti bojo pomagali in ti bojo, ne vem, mi tega smo spoznali v Kabulu, on je našel svoje prijatelje v Bamjanu, ki nam bojo pomagali. Potem, ko smo se vrnili, ker pač Kabul je center in moraš vedno iz Kabula hoditi okoli, smo se vrnili v Kabul in smo rekli, ok, zdaj gremo v Kunduz in iz Kunduza gremo naprej v Tadžikistan. V 5 minutah je on nam uredil taksi, da ne bi šli do teh taksijev tam, ker nas bojo vprašali za več denarja. In če te nekdo, ki ima kalašnikov, vpraša za denar, ne boš se začel tam, ne bom ti toliko plačal, boš dal denar, koliko te vpraša. Tako da zelo so nam pomagali in jaz pač pravim, jaz ne bom tebi rekla, pač pej obiskati Afganistan, ampak jaz vem, da se jaz bom vrnila in obiskala še jug te države, ker jaz res verjamem, da je to ena neverjetna izkušnja, da se naučiš toliko novih stvarih in doživiš nove stvari in pač dobiš neko nov pogled, ker to, koliko jaz pač svobode imam tu, sem ugotovila šele, ko
tam nisem imela več svobod. To je zelo močno, mislim, sporočilo zdaj, ki bi ga bilo zelo dobro povedano. Pač res, pa tudi sploh, če igra tu vloga posameznikove čustvene inteligence, pa empatije, se vživeti, je to bolečina, ki jo vidiš, zaznavaš, mislim, to ni, sem te mislil vprašati tudi, kakšen pa bil to občutek hvaležnosti nad tvojim življenjem, pa mislim, da je to rezultira tudi v nekih negativnih občutkih, ne? Pa temu, da, mislim, pozitivnih, kar ste si doživeli, ampak že to moraš sam ti procesirati, pa obdelati kasneje, ko se vrneš, da vidiš, da to ni bilo, mislim, da dojemeš, da to dansko je realno, ne? Da to ni neka sanja, pa nekaj časa, ampak da dansko to obstaja še nekje. Ja, pač to je neka realnost, ki nam ne moremo razumeti. Meni je še vedno težko pač razumeti ene stvari, ki sem jih tam videla, ker naprimer jaz kot ženska tujka turistka sem lahko imela samo hijab. Moj obraz je naprimer bil viden ves čas. Medtem ko tam ženske abaje, naprimer, one ne morejo biti zakrite, to jih pač njihove družine prisilijo v bistvu, tudi, da so cele zakrite. To ni zakon, naprimer. Ampak jaz sem srečala, ko smo bili v Mazari Šarifu, je ena ženska imela neki okrasek na svojem hijabu in se zaradi tega tepli na ulici, ker zakaj to dela? In jaz tam stojim in mi ukrite obraz in sem tako, ne vem, in se bojim, ne znam, kaj se bo zgodilo z mano. Itak se ne bo nič, ker jaz sem privilegiran in oni želijo pokazati, da so oni napredni in da oni skrbijo za svoje ženske, zaradi tega jih pač zapirajo, ker je skregano z vsako logiko, ampak zelo so to zmešani občutki, ki z ene strani govorim, kako pa res mi je bilo lepo, ko sem na koncu se pač spoznala ljudi in pač ne bom rekla sprijaznila situacijo, ampak tako malo drugače gledala na njo, ampak mi je težko, ker to je realnost za ene ljudi, oni tako živijo in ne vejo, kaj bo naprej, pač to mi je še vedno in sem zelo, ne bom rekla, ampak alergično, kot berem novice in pač kako se predstavljajo ti vsi popotniki, ki grejo v Afganistan in končno dajo priložnost tem ljudem in pol so pač označeni kot zelo slabi, ker grejo in s tem dajo neko potrditev talibanske oblasti. Pa to nihče od nas ni naredil in nihče se ni strinjal, ne nič. Pa tudi moram izpostaviti, pa še to, mislim, da je to že dovolj z moje strani, ampak še ta majhna digresija, ko smo bili v Kabulu, smo sedeli v hotelu, ki je bil v samem centru mesta. In tam nam je gospod na recepciji rekel, da pač ne hoditi po 7-8 uri izven hotela, ker pač takrat talibani grejo spat in nihče ne skrbi za mir na ulicah. In mi smo bili tako, ok, v redu, ne bomo. In mi smo tako, ura je bila 6:30, je zunaj že bila tema, mi smo šetali po mestu in jaz sem ugotovila, da sem edina ženska na ulici. In sem bila tako, meni ni prijetno, gremo nazaj v hotel. Ker pač vidiš, da v mestu, ki ima 6 milijonov prebivalcev, 6 milijonov ljudi te gleda, ker si edina ženska prisotna. Ko smo se vračali, pa pred našim vhodom je bil ta checkpoint, ker oni čekirajo tvojo dokumentacijo in tam sedi 6 gospodov talibanov z pač orožjem. In so neki začeli pač kričati in se drati, ne vem kaj. In jaz sem mislila, da to bo trenutek, ko nas bojo ustrelili in da je to. In jaz sem pač, ker je v svojih žepih, sem imela potne liste in to pač dovolilnico, sem dala temu kolegu in sem rekla, pejte vprašati, kaj želijo. In on je prišel do njih in oni so sem tako dvignili roko, so ti, in so nas povabili na čaj. In celo pač moj kolega se usedel zraven njih in so se pogovarjali, jaz pa sem se usedla malo dlje, ampak tudi mene so povabili. Pač ta taliban je tako s puško me povabil pri zraven, je dal 100 stran od njih, ampak še vedno je meni dal čaj, so mene povabili. Se vidi, da tudi oni tudi imajo sestre doma, žene doma, matere doma, oni tudi se nekako zavedajo te situacije. In zdaj jaz ne morem si predstavljati, da je vse to pač samo tako namišljeno. Jaz res mislim, da so take stvari kot to, da so nam ponudili čaj, to, da so nam pomagali, pač res prišli z pravega mesta, bi rekla. In je ful takih izkušenj, mislim, res izmeden, ko prideš iz te države, si tako, kaj je to, moj fever dream. To si mislim, da si hodila povedati, kak sta neke dve strani, ne, samo neke svoje strani, se ful dobro to po moje predstavljam, vsem meni se zdi tako, no, da res, po eni strani, kak čutiš neko, to je ful težko reči, toplino, ne, s tem smislom, ampak
overall je to čist, ja, to si, ne moš, mislim, zelo dobro si ti predstavljati to, tako da pač upam, da so tudi gledalci, pa poslušalci, poslušalke gledal, kako so to dojeli na tak način. Wow, neverjetno. Ja, mi smo se potem odločili, da ker je že bilo 3 tedne v Afganistanu in ker je precej težko potovati po Afganistanu, ker taksi, to je zelo hribovita država, ker jaz tudi nisem vedela, ker nisem poznala Afganistana pred tem. Vse je tako 3 dni, pač pa ne pretiravam, 3 dni oddaljeno. Jaz sem rekla, želim iti v Nuristan in so rekli, to je 3 dni oddaljeno, ker 2 dni potuješ taksijem, pol prespiš, pa še 3. dan še en taksi. Potem smo gotovili, da je mogoče bolj pametno enkrat drugič obiskati in smo se napotili v Tadžikistan. In potem smo pač izstopili iz države, bili smo v Kunduzu še eno noč. Kunduz pa je mesto, ker prevladuje pašto. Pašto so večinoma pripadniki talibanov in tam se ne počutiš prijetno in ni mesto, v katerem se turisti zadržujejo sploh, ker pač tam res se vidi ta talibanska prevlada. Mi, ko smo komaj izstopili iz taksi in so že prišli do nas vprašali, zakaj smo tu, kam gremo in so nas pač odpeljali do hotela in je to bilo to. Drugi dan smo zapustili državo. Na samem mejnem prehodu pa smo bili tako 3 ure in vse so nam vzeli iz nahrbnikov, vprašali so nas, če imamo denar, ker ne smeš vnesti več kot $500 v Afganistan in ne smeš iznesti več kot določeno vsoto Afganov iz države. Denar pa lahko skriješ, če si ženska, naprimer, ti ne bojo preverili žepove in vse, kar smo imeli od denarja, je bilo v mojih žepih, jaz sem lahko imela vse s sabo, medtem ko kolega pa je mogel vse dati. In tako so preverili. Mami je bilo zelo smešno, ker ko so odpirali moj nahrbnik, polovico se niso vedeli kaj. Zakaj imam tako majhno majico, če imam ta hijab? Zakaj imam vso to opremo za kampiranje? Ker ženska bo kampirala. In potem so vzeli, ne vem, mojo opremo za hoditi po snegu in so bili tako, ma kaj je to? In jaz, ko sem jim pokazala na čelju, so ne bili tako, ma kaj? In so me pustili tako, 5 stran. In potem smo izstopili iz te države in potem smo prišli v Tadžikistan, ki je bil naslednja država in zadnja na našem popotovanju. In pol prideš v državo, ki je 3. najbolj revna država v Srednji Aziji in se počutiš, kot da si v najbolj moderni državi. Ker to je kulturni šok, ker to je izgrajeno, imaš kreditne kartice, imaš trgovine, ni vse na tržnici, pač se ne meniš za vsako ceno, pač pišejo stvari, ljudje uporabljajo telefon, ženske so, čeprav so tudi tam muslimani, niso vse ženske zakrite, ker je tudi razlika že avtomatično, ker tudi to je bil kulturni šok, da tu nisem videla ženskih las razen svojih 3 tedne. Tadžikistan pa je tudi malo drugačen od vseh drugih držav v Srednje Azije, potem, da njihov jezik, čeprav tudi govorijo rusko zaradi Sovjetske zveze, pač je zelo podoben perzijščini. Tako da dosti iranskih turistov z veseljem potuje v Tadžikistan in govorijo, da Tadžiki zelo lepo govorijo njihov jezik. V Tadžikistanu pa nismo preživeli nekaj preveč časa, ker za večino država je znana potem, da je v gorovju, zelo, zelo, zelo visoki hribi in zrabiš dovolilnico za praktično 2/3 države. Dovolilnice pa se čaka kar nekaj časa, lahko imaš srečo in jo dobiš v 3 dneh, mi smo dobili v 4 tednih, mi smo takrat že bili nazaj v Evropi. Tako da mi smo prišli v državo in šli direkt v Dušanbe, kako bi dobili to dovoljenje, ugotovili, da je malo prepozno. In ja, tako da to so naprimer fotografije, ki so iz Dušanbe in to zgleda zelo, zelo moderno, ker zdaj tam je ista oblast od leta 1991 do danes, imajo svojega diktatorja, ki ne bo zapustil oblasti, vso infrastrukturo gradi njegova družina, vse in v njihovi lasti in mi je zanimiv ta kontrast na tej sliki, ker se vidijo zelo moderni bloki in potem ti pač rumeni avtobusi in Sovjetske zveze. Se že tu vidi kontrast in pač, da je država zelo zapletena, bi rekla. Ampak Dušanbe pa je zelo pomembno stičišče za vse turiste oziroma popotnike, ki se želijo odpraviti na Pamirsko avtocesto, ker tam naprej se gre prek Pamirja, vse nazaj do Oša v Kirgizistanu, če imaš dovolilnico, če nimaš tega, pa žal to planiraš za svojo naslednjo pot po tej državi. Ker mi dva nismo imela dovolilnice, so se odločila, da bova šla naprej samo do Haftkula. Haftkul pa je nacionalni park, ki je na meji z Uzbekistanom in v bistvu Haftkul pomeni 7 jezera in to so 7 jezera na različnih nadmorskih višinah. In je tako zelo lepo videti, ker tukaj so predstavljena 2, pa potem imam še druge slike. Precej različne barve so, vsako jezero ima svojo barvo in ponavadi je tako, da na 6. jezeru lahko kampiraš in ljudje ponavadi kampirajo. In to je prvič, da smo kampirali in da je bila gužva, da je pač bilo več ljudi. Bil je petek
In so tudi Tadžiki prišli, ker so se želeli sprostiti, in je bilo kar nekaj turistov. So bili eni s kamperji iz Francije, mi smo spoznali enega iz Avstralije, enega iz Brazilije, kar veliko ljudi. In potem smo mi prišli, smo si naštimali svoj šotor, spet nudle, ker to boš jedel, ker to je najlažje zameti v nahrbtniku. In potem so ti Tadžiki prišli do nas in so rekli, da kaj to jemo, in mi smo rekli, da ne razumemo, ta je pač njihov jezik, in oni so nam rekli, ne, to meso. Prinesli so nam hrano, da jemo, in potem so nas povabili, da še pijemo z njimi. In tukaj slikice, kako mi vsi imamo skupaj piknik in sedimo, in je tako pač njih 6 iz Tadžikistana in vsi mi iz različnih držav sveta, pač kot sem rekel, od Brazilije in Avstralije prek Francije, Srbije, pač Nizozemske, vsi mi skupaj. Oni so prinesli za vse nas in so rekli, da bomo vsi to celo noč, in smo celo noč preživeli vsi skupaj. In to lepo izkušnjo, in so nam razlagali, kako je biti v Tadžikistanu in kako je bilo prej med Sovjetsko zvezo. In jaz, ko sem rekla, sem iz Srbije, da so bili Jugoslavija, pa smo se pogovarjali o Jugoslaviji, zelo, zelo, zelo smo se počutili nekako sprejeto v tej družbici. In so nam pol razlagali, kam naj naprej potujemo, kaj nam oni svetujejo, kako so že srečali kakega turista iz naših koncev in podobno. Tako da zelo, zelo lepa izkušnja. Potem pa, ja, pa še dodam to, potem smo se odpravili v Hužand. Hužand je mesto, ki je bolj gor na severu države, iz Hužanda se prečka nazaj v Uzbekistan, in tu smo se odločili prespati eno noč. In ta fotografija gor, na kateri je džami, je v bistvu naš hostel. To je hostel, v kateri je noč 6 evrov, in so pač, jih je 4 so v sobi, in sem bila edina ženska, tako da sem imela svojo sobo in sem imela zajtrk za 6 evrov v džami. So zgradili in je zelo moderna, in ljudje tam pa še vedno hodijo moliti v starejše džamije, za katere so navezani že iz časa, in so to uredili kot muzej in polovico prenovili kot hostel. Tako da, če se kdo kdaj odpravi v Tadžikistan, zelo, zelo priporočam spanje v tem hostlu. In od tam pa naprej smo se odpravili prek Uzbekistana nazaj v Kirgizistan, ker smo preživeli, kot sem rekla, še nekaj tednov, ker smo šli naprej kampirati od Songkola, prek Tašrabata in podobno. In s tem se je nekako sredi junija zaključila naša popotniška zgodba. Za nazaj smo leteli pač precej podobno, kot smo prišli, iz Biškeka prek Istanbula, in iz Istanbula smo se odločili nazaj za Sofijo, za Bolgarijo, ker je bila najcenejša, pa tudi dosti blizu opcija. In bi mogoče za konec še delila svojo zgodbo z tega letališča v Bolgariji, ker jaz nisem državljanka EU, sem iz Srbije, sem pač, ko prideš na letališče in si nazaj v EU, te delijo spet non-EU in EU. Kolega, ker je EU, je samo šel in on je prečko smejo in je vstopil nazaj v EU v 5 minutah. Jaz pa sem prišla in sem mogla dati svoj potni list, sem najprej stala v vrsti pol ure, potem sem dala svoj potni list in potem v mojem potnem listu je kaj? Afganska viza. In potem so začeli vprašanja, zakaj si šla tam, kako to, da si šla tam, kako to kot ženska. Jaz nisem niti na koncu vedela, če so me zasliševali ali je to bil sam interes njihov. Ker na začetku je bilo, zakaj si šla tam, imaš kakšne povezave, koga poznaš, imaš kakšne kontakte. Na koncu je bilo, kako si pa prišla do tam, koliko časa si ostala, kako je bilo biti ženska v tej državi. In jaz sem na koncu ostala 2,5 uri in sem razlagala ljudem svojo zgodbo in so bili tako, noro, mi dali potni list, dobrodošla nazaj, in s tem sem jaz zaključila svojo pot po Osrednji Aziji. Tako da, še enkrat hvala za pozornost. Ja, hvala tebi za deljenje vseh teh izkušenj, mislim, globokih čustev, no, te razdvojenosti sploh, pa vsega, mislim, da si poskušala nam približati dejansko stanje, pa kako si ti to dejansko res občutila. Mislim, da to ne uspe vsakemu tako predstaviti, to je zelo zahtevno, pa res, mislim, zanimivo je, kakšen pečat to pusti, pa kakšen je še svet, no, z tega, in takšne izkušnje so po moje neprecenljive za vsakega, sploh, mislim, s tabo ostane celo življenje, definitivno, takšne pa sploh. No, tako smo pripotovali do konca te dvodelne epizode. Ja, zahvaljujem se vsem, ki ste nas spremljali, poslušali, gledali, no, predvsem pa tebi, Anđela, da si delila vse to znanje, vse te osebne vtise z nami, in si naša čast, no, zato upam, da bo res to komu pomagalo, odprlo oči, karkoli, no, v glavnem, upam, da bo tudi takšen pečat pustilo
tvoje predavanje. Ja, posnetek bo objavljen na YouTube kanalu Popotniškega združenja, lahko ga poslušate tudi v obliki podcasta, na podcast aplikacijah, tako da ni problema, če si ga tudi večkrat ogledate oziroma poslušate. Do naslednjič, spet ponovno veliko potujte, odkrivajte svet in se lepo imejte. Se vidimo in bon vojaž.